Pozdravljeni, z vami sva firpcologa Hana in Jako. Spremljate naja znana radijska voditelja in novinarja Tadeja in Matic. Živjo, dober dan. Lepo pozdravljena. Joj, mikrofon moram precej pobrati. Mene zanima, kaj se zgodi, če rečete kakšno grdo besedo po radiju. Si že kdaj slišal kakšno grdo besedo po našem radiju? Ne še, ampak... Aha. Kaj pa ti misliš, kaj naredimo? Tis pip, če zdate. Ja, če bi bila oddaja vnaprej posneta, bi lahko dodali ta pip, ne? Ampak če gre pa v živo, potem pa kar rečeš. Se hitro upravičiš in daš čim manj pomena temu in greš na neko drugo temo, ki je bolj zanimiva, tako da poslušalci niti ne opazijo, da je bil to en velik kiks. Kaj pa, če se vam zgodi kaj nepredvidljivega? To se pa na radiju ves čas dogaja. Ravno zdajle sem živčen, ali bo kakšna prometna nesreča, se bo kaj političnega zgodilo, Se spomnim, ko sem imel svojo nočno, naprimer, ne, se je ob 2 zjutraj zgodil potres v Italiji, smo klicali dežurno novinarko v Rim, da se je zbudila, ker... Joj! Aha, viš, je že prometna. Kar preberta. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Zidani most Radeče za mostom čez Savo. Obvoza ni, nastajajo zastoji. To je to. Zakaj pa ta zoprn pisk? Je to damo pa zato, da so ljudje še bolj pozorni, da je res nekaj nujnega, pa da nekako ločimo to informacijo od ostalega programa in glasbe. Ja, pa včasih se tudi zgodi še kaj nepredvidljivega, ne? Včasih nam zmanjka glasu, pa zakašljamo, ja, recimo tako. Tukaj imamo gumbek, veš, da se lahko izklopiš, če te kašljat prime. No, zdaj smo pa dovolj govorili, zdaj pa malo glasbe. Vsem znana himna firpcologov. Firpcološka himna Banana. A ste že kdaj v nočnem programu zaspali? A veš, da nikoli. Jaz si vedno pripravim, koliko stvari bom jaz naredila po noči v teh 5 urah našega nočnega programa. Čisto vedno mi zmanjka časa. Jaz še nisem uspela zaspati. Pa nima časa niti, da bi si kavo kuhala. Včasih res. Najbrž po noč posluša manj ljudi, kot po dnevi, a ne? Malo manj, ampak kar poslušajo tisti, ki ne morejo spati, recimo poslušajo, pa tisti, ki se po noči vozijo v avtomobilih, ampak ko se zbudijo, jih pa najbolj zanimajo vremenski podatki in seveda temperature. Lahko to kar midva napoveva. Ja, seveda. Napoved za Slovenijo. Danes in jutri bo na Primorskem in na Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V Ljubljani je pretežno oblačno s 5 stopinjami Celzija. Prav toliko stopinj Celzija je tudi na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru, tam pa je tudi megla. Ne megla, ampak megla ali pa megla. A pol, če rečete recimo megla ali pa če veliko besed, tako, ki se ne rečejo prav, vas tudi kdaj kdo nadere? No, nadirajo nas ravno ne, lahko pa pokličejo, pošljejo mail, pa tudi imamo tako tak razpored najpogostejših napak prejšnjega meseca. Kaj pa Tadeja ti narediš, če se še pripravljaš za oddajo, pa ti kar rečejo, da si že na vrsti? Potem takole zmedena pogledam liste, kje smo, primam slušalke in začnem brati. In sem zelo vesela, da nisem na televiziji, ker sem potem vse skuščena. No, zdaj smo z oddajo zaključili. Z nama sta bila Tadeja in Matic. Hvala vama. Hvala za povabilo. Hvala. Se slišimo in adijo.